Okrog 100 dijakov in njihovih profesorjev iz 12 držav je v dobrem letu in pol stkalo trdne prijateljske vezi in izmenjalo veliko izkušenj. Te 2 leti so bile res nekaj izjemnega. Že prvo srečanje v Budimpešti in to delo z 12 različnimi državami, 12 različnimi jeziki in seveda 13 jezik angleščina. Res nekaj izjemnega, izmenjave so bile odlične. No, res je super to druženje, spoznavamo se, govorimo angleško, učimo se francosko, portugalsko, res odpirati nova vrata tudi za nadaljnji študij ali pa pač sem za izlet. Kot pravijo dijaki, so se v okviru projekta veliko naučili o kulturah drugih evropskih držav, pa tudi o Angoli, saj je bil eden od ciljev projekta pomagati mladostnikom, ki živijo na obrobju tamkajšnje puščave Namib. V glavnem tudi pomagamo eni šoli v Angoli za šolanje, zbiramo material, v glavnem tudi finančna sredstva. In v glavnem tudi, da se dijaki družijo, komunikacija. In res, kot naš slogan pravi, skupaj dosežemo več, mislim, da smo to tudi dosegli in pokazali. 80 dijakov in profesorov iz 11 držav, ki so jih njihovi črnomaljski gostitelji nadvse prisrčno sprejeli, je navdušenih nad lepotami Slovenije in tudi Bele krajine. Karolina z Portugalske in Nine iz Turčije sta nam to povedali tudi v svojem jeziku. Eu amo a Slovenija. Slovenija je seveda. Profesorja z Portugalske, ki se že uči slovenščino, pa je Bela krajina tako navdušila, da je sinoči kupil hišo v Grabrovcu pri Metliki. Edinstveno, edina beseda, s katero lahko opišem občutke. Ljudje so čudoviti, gostoljubni. Rad imam in že čutim Slovenijo. Dijaki in profesori bodo svoje 4-dnevno druženje v Sloveniji nadaljevali z izleti in delavnicami. Jutri pa bodo projekt predstavili tudi v slovenskem parlamentu.